Ja, lep pozdrav vsem. Jaz sem Blaž Kovač z Amnesty International Slovenije. In pričel bi v bistvu z ugotovitvijo, da izbris in njegove posledice nedvomno predstavljajo izjemno hudo kršitev človekovih pravic. To je dejstvo, na katerega so opozorila tudi številna mednarodna telesa človekovih pravic. Od leta 2000 naprej lahko naštejemo Odbor Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije, leta 2005 posvetovalni odbor Sveta Evrope za konvencijo o zaščiti manjšin, Odbor Združenih narodov za človekove pravice 2005, Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice 2005, Komisar Sveta Evrope za človekove pravice v svojem drugem poročilu leta 2006, Odbor ministrov Sveta Evrope leta 2006 in lani Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti. Izbris je torej kršitev človekovih pravic. Na to so opozorile tudi domače inštitucije, imamo dve odločitvi Ustavnega sodišča. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na to opozarja v svojih letnih poročilih, ampak problematika ostaja nerazrešena. Na mednarodni vidik te problematike opozarja tudi naša organizacija, ki je v mesecu januarju na predsednika vlade Republike Slovenije naslovila odprto pismo k čimprejšnji odpravi problematike in pač zagotovitvi človekovih pravic izbrisanih. Na naše odprto pismo, ki ga je podpisalo 18 direktorjev in vodi kampanj in lobiranja evropskih sekcij, do danes nismo prejeli nobenega odgovora in nasploh opažamo, da v javnosti izbris ni obravnavan kot neka resna problematika, kot kršitev človekovih pravic, ampak se ga nekako vztrajno zanika s svojimi dejanji in pač menimo, da je to v popolnem nasprotju z vsemi prej naštetimi priporočili in mnenji mednarodnih inštitucij. Žal se letos tukaj srečujemo na 16. obletnico in moramo ugotoviti, da v bistvu stanje ostaja enako kot lani. Situacija je praktično nespremenjena, naše zahteve pa ostajajo praktično identične. Civilna družba zahteva priznanje izbrisa njegovih posledic kot kršitve človekovih pravic. Retroaktivno vrnitev statusa stalnega prebivalca od dne izbrisa naprej v skladu z odločitvami Ustavnega sodišča in mnenji teh naštetih mednarodnih teles. Zahtevamo popravo krivic in restitucijo izbrisanja. Zahtevamo tudi preiskavo izbrisa njegovih okoliščin in usod ljudi, ki so se pač znašli v tej zgodbi in ki številni še danes trpijo zaradi njega. Zdaj, kot sem rekel, letos je to 16. obletnica, naše stališče so praktično identična in dejansko se v tej zgodbi nič ne spreminja.